Delegati iz skoraj 200 svetovnih držav bodo v zadnjih urah podnebne konference skušali zgladiti še zadnje nesoglasja glede uresničevanja dogovorov sklenjenih s pariškim podnebnim sporazumom, ki naj bi pomenil začetek konca dobe fosilnih goriv. Toda zapisanega na papirju ni enostavno uresničiti, meni nemška kanclerka Angela Merkel. Jeder einzelne Beitrag, unglaublich wichtig. Deshalb ist es wichtig, dass wir gegeneinander offen sind, dass wir diese Beiträge auch vergleichbar machen. Und deshalb muss von dieser Konferenz die Ernsthaftigkeit als Signal ausgehen, dass wir Paris als Anfang gesehen, aber dass wir wissen, dass die Arbeit damit erst richtig losgegangen ist. Und die täglichen Ereignisse über Katastrophen auf der Welt, gerade im Bereich des Wetters, des Klimas, zeigen uns, wie drängend die Sache ist. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa se je v svojem nagovoru dotaknil odločitve Washingtona, da se Združene države Amerike umikajo iz sporazuma. Sur le plan international, nous avons besoin d'une expertise scientifique, d'un débat scientifique constamment alimenté qui éclaire la décision. Le GIEC est une des composantes majeures de ce travail. Or, il est aujourd'hui menacé par la décision des États-Unis de ne pas garantir le financement. Je souhaite donc que l'Europe se substitue aux Américains et je veux ici vous dire que la France sera au rendez-vous. Spregovoril je tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in opozoril, da smo kot družba pri zniževanju koncentracije ogljikovega dioksida v ozračju neuspešni. The reports recently published show that the level of CO2 in the atmosphere is at the highest level since 800,000 years ago. And unfortunately in 2017 we will see for the first time in the last 3 years the emissions of greenhouse gases rising again. Naslednjič se bodo delegati na podnebni konferenci srečali prihodnje leto na Poljskem, kjer bodo ocenili izpolnjevanje zavez pariškega podnebnega sporazuma. Ta bo sicer veliko težje uresničljiv, saj ameriški predsednik Donald Trump dvomi, da je za segrevanje ozračja kriv človek in je zato v začetku leta podpisal odlok, s katerim se Združene države Amerike umikajo iz sporazuma.